se s tem soočiti, s tem pogovarjati ali pa to procesirati, pa pač greš naprej, a ne, pa rasteš. Zelo velik, pa jih to ni sposobno narediti, a ne. Zdaj lahko čisto individualno gledamo, lahko pa gledamo tudi čisto organizacijsko ali pa, a ne, enako. Ne, jaz mislim, da človek, ko odraste, ima svojo odgovornost, a ne, za to, da pač postane, da spremeni svoje življenje, pa usmeri tok tja, kamor je pač njegovo poslanstvo. Ja, se strinjam, da je to odgovornost. Ja, in v bistvu iskanje izgovorov non-stop za nazaj, pa ostajati v preteklosti, ko imaš v bistvu ta trenutek na voljo. Tukaj le daj. Ful mi je všeč. Tukaj le daj, evo, Lina je tako poštekala, prava lokalka. Ne, res. Ja. To sem poimenoval domačice, no, naj bi bile te besede, ki so v bistvu skovanke med klenimi šaleškimi ali pa savinjskimi, regijskimi besedami, iz tega, tako da. Ja, veš, jih bo še prišlo nekaj, no. Hashtag tukaj le Zelo daj, prav še pride pa kak bom. slovar rudarskih besed, pa za to regijo. pogovori z starimi ljudmi, a ne, ker dejansko se zdaj izgublja, no, vedno bolj. No, bele vode so tudi tukaj mene malo bolj izobrazile. Da te, ko če kdo pride pol gor, pa se pogovarja z domačini, kaj je rekel? A veš, da smo od tu, ne? Ja, itak je. Ampak je ta, ne, ta mešanica malo, no. Pa malo bolj starih izrazov, dajmo reči. Ja, še malo bolj. Je pa čas za skovanke, to se pa vsega strinjam. Absolutno. Čas je za nove besede, no. Pa bele vode so tudi kar orenko bregu, a ne? Hribi. Zato pa se voda zbeli, ko dol preteče. Ja. V bistvu zgodova je bela voda, oziroma bele vode, ne, zdaj ne smem, bela voda je že moja skovanka, ne, bele vode so vas, ki je na sončni strani hriba, zato je črna na drugi strani. Aha. A ne? To je v bistvu ime, no, tako mi je župnik povedal v bistvu, ker tako čist zapisal, odkot je ime, a ne, ni, ampak načeloma to, da pač sonce na črni ali v črni, pač redko posije, na tej strani pa ja, in tudi dobro, izviri so obsijani s soncem, ne, in ima taka energija je. Poleg tega, ne vem, če veste, a ne, so v bistvu bele vode pozicionirane na stiku dveh tektonskih plošč. Aha, ne. Zato je tam naš vulkan ugasli, a ne, Smrekovec. In zato jaz tudi pravim, da je tam gor je posebna energija, a ne, ker ko si ti zemljsko na taki lokaciji ima, ne, to neke premiki so ves čas, ne, normalno. Da te pretrese tu Da pa te tam. tudi pretrese, pa da tudi tako buhti voda. a ne. Voda gor res buhti, ko je, no, tudi poplave smo zato drugače čutili. a ne. Ker je prišla voda od vsepovsod. Ja, verjamem. Ja. Ti si bilo kar težko obdobje. Kar dramatično, no, vse je hitro minilo v resnici, a ne. Ampak ja, vidiš to moč, ki si, a ne. Pretrese, ne, ampak je lahko ful navdih, ne, to srečanje s to surovostjo narave. A Ja. ni? Je, ja, saj ne, to, ko se soočaš s strahom, ne, ta, bi rekla, popularni izraz, ne. Pogledaš v oči isto, ko pride nekaj takega, ne. Prvo je strah, normalno je strah, ker ne veš, kaj bo in ne veš, a boš preživel, ali se bo zgodilo, ne vem, ne. Ja, In ranljiv postaneš, hkrati ne. pa potem zadihaš, pa je že naslednji dan, pa že začneš pač, ja, se soočati s situacijo in reševati in pol je vse drugače. Jaz vedno pravim, da je od takrat pri nas vse drugače, ampak je na novo, a ne. Ampak je hkrati to povezano tudi s tem občutkom izgube kontrole, Ja, ki je v bistvu človek kot tak želi skozi uveljavljati. In potem spet začne z obnovo vzpostavljati kontrolo, ampak ravno ta odnos med človekom pa naravo, ne, je ravno iz procesa kontroliranja vsega dogajanja v naravi problematičen. mislim, kontrola, a ne, mi si želimo kontrole po biologiji, ker je to varnost, a ne. Ker jaz zdaj, če vem, kdo je tule v tem prostoru, pa vas že malo poznam, mislim, je meni čisto drugače, a ne, kot če bi prvič nekam prišla v nov prostor, ne, sedela s tremi, kaj jaz vem, kaj me bo zdaj vprašali, ne, mislim, bi se tudi
izražala in razmišljala čist drugače. In to velja za vse ostalo. Tako da se kontrola, bi rekla, iz tega iti ne moremo, ker je čist nam, ne, da jo iščeš in se spoznavaš. Sam zavedanje tega, koliko pa tukaj le zdaj le biti, pa pač pustiti, da tečejo, ne, tako voda teče, pač ne glede na to, na vpraša teče. A ne? Meni se ravno to zdi, pač da voda teče, da naravi pustimo biti, da smo bolj skrbniki, kot pa upravitelji. Vse ta upravljanje, Ja. pa cel management, če hočete. Pa vse se potem na nek način, ampak je, ja, eden največjih izzivov, jaz mislim, ki jih pač imamo. Zdaj, ko se zavedamo, da ne moremo na ta način čist trajnostno, če hočemo, delovati. Ker, ja, se ne izide formula. Ja, seveda. Škaj mi je bilo prezanimivo, ker si rekla, ne, da v otroštvu si ful rada iz mesta zahajala k svojim koreninam, belim vodam, ne, ta, se pravi, podeželjski kraj. Ampak pol, ko si postala najstnica, ti je pa postalo to tak. A res. Normalno. Ampak zdaj pa spet ti to ful pomeni, ta povratek k naravi, ta stik s primarnimi elementi in to. In se mi ful zdi zanimiv ta cikl. Skratka, kaj se nam zgodi v enem obdobju v življenju, tem adolescentnem, preden postanemo odgovorni, ker si prej rekel, da nam je narava, pa ta samota, da nam je to tuje in neki jaz pa hočem stran od tega, grem v veliko mesto, ne vem, nimam tle kaj početi, ne, pa spet en switch. Kaj se ti zdi, da je za tem Več je ciklom? Ja, mislim, gledam tudi zdaj že na moje otroke, ker vem, zdaj jim je še fajn, spet je en naravn proces odraščanja to, da greš stran od znanega, ker iščeš neko svojo identiteto, in kultura, če je zdaj širše, neke družbena dogajanja, nek mainstream te pač vleče, sploh, ko hočeš iti stran od svoje osnovne družinske celice, to je čist, najstništvo je to, jaz zdaj nočem biti kot ti, mama, jaz bom drugač, to mi da ful, to me ful skrbi, zato, ker hočeš raziskovati, kaj je še drugega, in če pač imam jaz ful rada zemljo in dajem vse to naprej in, jih pač vodim v gozd in tako naprej, se zna zgoditi, da pač bo to en tak čisti, grem in bom živela v ogromnem mestu, brez, ne vem, enega lončka zemlje, neki čas, ampak to moraš dati čez. Jaz mislim, da tudi jaz absolutno ne bi toliko cenila, spoznala, raziskovala potem naprej pomena korenin, pomena vse te moje zgodbe, ali pa nekih mojih znanj, in pogledal, če ne bi šla raziskovati tudi v te neke druge ekstreme mogoče, ali pa niti niso take ekstremi, pač sem šla malo ven živeti, pa malo mestnega življenja, tako, da sem videla, da ja, zelo zavestno, čeprav bi vsa ta mainstream kultura rekla, zdaj boš pa ti eno službo, ne vem, v Bruslju, ali pa v Parizu, ali pa v New Yorku, ali pa lahko bi. Ampak meni je bilo takrat, ne, jaz hočem priti nazaj, v moj dom, mislim, jaz hočem imeti dom tu, kjer imam bliže tudi neko podporno mrežo, prijateljev, družine, sosedov, če želiš, drugač in zelenega, oziroma zemlje. To, da pač je to res neki, ja, mislim, da vedno, to sploh ni več trendno, jaz mislim, da je to pač cena tega je ni. Ampak, ko si ti imela to vizijo zase, že kot najstnica ali pa recimo mladostnica, ker zakaj sprašujem, ker mi je bilo ful zanimivo zadnjič na eni delavnici, oziroma več smo imeli nekaj delavnic z mladimi, tudi na temo nekak njihovih vizij prihodnosti tega prostora in kako oni sebe vidijo tu. In potem smo jih sicer zelo metodično šibko, ampak smo jih vprašali, kdo od vas bi živel, delal, ustvarjal, life, družina in vse to tukaj v Šaleški dolini, bili so pa sami lokalci ali pa recimo regija. In tako polna predavalnica, veš, to je bilo 60 do 80 otrok
in sta 2, 3 mogoče tako malo bolj sramežljivo tudi dvignili roko. Redki, ampak res redki, to ne vem, recimo, da jih je bilo 5 v tej seriji, ki so samozavestno ostali, a ne, in ono tak res z enim entuziazmom izrazili željo, da ostanejo tu. In potem smo kar tako malo sedeli in se gledali ono, kaj to zdaj to pomeni? Dijaki, srednješolci, evo tako. Ja. Še pred maturo, še pred faksom. In potem na vprašanje, zakaj, in so vsi rekli, ja pač, da grem ven od tu. Ne? Vsaj v Ljubljano, a ne, če že nekam drugam. Pa sej vem, pol se jih ful veliko vrne, no, ampak pač me je zanimalo to, no, a si ti šla v svet s to željo in ambicijo, da ga spoznaš in da se začneš zavedati svojih korenin in jih ceniti in se pol vrnati. Ali se ti je tam v tujini ta switch naredil, pač hočem iti nazaj domov, ali... Mislim, jaz sem bila že tik pred tem, preden sem šla še mal v svet, bi tako rekla, sem že mislila se že kar ustaliti tu. Ne? Pa je bilo že vse tako fajn, vse je bilo pripravljeno, a ne, a veš, mislim, super. Pa sem vseeno rekla, da ne, da pač, če ne bom šla, ne bom nikoli vedela, skozi mi bo pa malo žulilo, a ne, zakaj nisem. Tako da mi je bilo težko iti, v bistvu. Ampak niti malo žal, no, za nič. Sigurno je pa zraslo zavedanje, pomen, vrednost vsega tega, kar pa tukaj imam ali pa lahko imam s tem, da sem šla, mislim, v tujini, a ne. Pa samo zavest tega, da pač pol, ja, prideš nazaj, pa si mogoče malo manj obremenjen z nekimi izzivi, ki so v lokalnem okolju, ki ga imamo mi vsi, a ne, ker živimo tu dlje časa po defaultu, a ne, se pravi, kako bi rekli temu po velensko, a ne, ustavljeno, ugrajeno, kakorkoli. Ja, in je fajn, da potem prideš z enim takim malo svežim pogledom, malo mogoče manj obremenjenim, pa si malo več upaš, kar ne pomeni, da ti bo fajn, ampak ja, mislim, mene so vsi malo čudno gledali, ko sem se pred 10 leti poročila, pa preselila sem, pa vse, da zdaj bom od tu delala, pa da bom gar naredila Leadership Academy pod vulkanom, da se mi je zmešalo, a ne, mislim, zakaj, mislim, zakaj ne greš to nekam drugam, ampak res mi ni žal za nič, za noben poskus, no, uspeli in neuspeli. Ker v srednji šoli je bila tudi moja teza, pač to, da bom šel iz Velenja in se ne bom vrnil. Ampak pol, ko sem doživljal tole Ljubljano, pa veliko mesto, rečemo temu tako, čeprav ni veliko, energijo, nepovezanost med ljudmi, nervozo na križiščih, gužvo, me je v bistvu enostavno, ko sem se vrnil nazaj, sem kar zadihal s polnimi pljuči obdan z naravo. V srednji šoli je bilo kar zanimivo obdobje. Tukaj imamo eno tvojo slikco. Gledam. Tam bomo tudi videli, ne, pač, to je z prvega letnika, ne, pač gimnazije. Kako pa si doživljala ti gimnazijo, v bistvu pa odraščanje v Velenju, zaradi tega, ker konec konca smo imeli zelo tako pač nekaj omejene, ne, pač možnosti, ampak hkrati pa spet dobre možnosti. Je bilo spet v bistvu, ne vem, pač v moji srednji šoli smo imeli stiskarno, kjer smo se zadrževali, ne, pač MC plac, ne, pač tako, vedno je bilo za mlade poskrbljeno. In se mi zdi normalno, da pač vseeno hočeš izkusiti svet, pa ga doživeti, ne, pač kako je bilo pa... Mislim, meni je bilo super v srednji šoli. Ne zdaj vse, ne, sem doživela svoje šoke, kaj pomeni, ko moraš se pač začeti malo bolj učiti, ne, pa ko vse ne gre gladko, glede na to, da veda, v bistvu vse ste že, zdaj, ko smo bili skupaj, vedno povem, da jaz sem pridna učenka. Jaz imam to zelo zagotovo privzgojeno najprej in hkrati tudi pač res sem zelo radovedna in mi je super pač, ja.
se potruditi. No, ampak ja, v gimnaziji sem pol to srečala, da je treba še kaj druga, no, ali pa ta delovne navade še bolj mogoče pa to. Kot skupina smo se imeli pa super, no, jaz sem bila tudi na vseh teh dodatnih krožkih in vse, ne vem, pevske recimo so meni ogromno za Danico Pirečnik dale, mi smo tudi ful okrog šli, recimo, ne, to je bilo super. Tako zdravo, kreativno, odprto okolje se je meni takrat zdelo. Tudi sem bila ful vpeta v vse te raziskovalne dejavnosti, vse, kar je kaj občina organizirala, kjerkoli center. Skratka, se mi zdi, da je bilo veliko tega, če si hotel, a ne, če se ti je dalo, no. Si lahko zelo veliko stvari tukaj v bistvu počel. Ja, pol pa si mogel iti ven, no. Mislim, definitivno, ne, dobro, se tudi ni bilo, a ne, dobro, univerza, pa moraš iti pač, no, nekam. Ampak lepe spomine imam. Ja, zagotovo se zdaj stvari tudi spremenile, ker poznam še kar nekaj profesorjev, ki so še tam, a ne, in imamo večkrat kako debato. Ampak dobro, se je tudi, jaz mislim, da ta realnost izobraževanja se toliko spreminja, da zato po mojem tudi mladi zdaj to, mislim, ja, ali pa dijaki zdaj to čisto drugače doživljajo, mislim. Ogromno enih vsebin je, a ne, ki so še kar iste, ne, pa verjetno največ toliko uporabne, no, zdaj sem rekla relevantne, pa se tudi vse ne more biti tako relevantno, se tudi neke stvari se učiš zaradi mnogih drugih stvari, ampak se mi zdi, da je mogoče to. Se pravi, v izobraževalnem procesu, v učnih se misli, da v tej lokalni skupnosti, no, temu, kar mesto recimo ponuja mlademu človeku. Tako si ti rekla, no, kao vse si bila vpeta. Ja, jaz sem bila v ful stvari. Na tretjo potenco lahko rečemo, koliko je tega. Ja, se mi zdi, da se... Recimo, ta težnja, ne, da greš ven v svet, ne, je bila včasih v bistvu bolj zato, ko nisem imel dostopa do informacije. Ne. Ti si želel pokukati, ne, za vogal. V bistvu je bilo to dolina, je bila kar tak zaprt ekosistem, kjer si pač kot vsakega otroka, ki ga zanima, kaj je za sosedovo živo mejo, tudi nas zanimalo, kaj se dogaja v Ljubljani, pa nekatere celo dlje, se pravi, pač celo tujina, zdaj pa zanimiv ta fenomen, da se noben ne bi, mislim, kakor si pač omenila Tina, že na podlagi te statistike, da imajo vsi težnje iti ven, ampak zakaj? Kje je zdaj vzrok? Jaz mislim, da so vzroki popolnoma drugačni, kakor so bili včasih. Sigurno. Tako da je to kar zanimiv fenomen. V bistvu ne želeti ostati nekje, kjer se počutiš v bistvu udobno, v neki coni udobja, kjer imaš vse informacije na voljo. Zraven te pa nekaj je to svet, ki ga poznaš praktično. Vse veš, kje se kaj dogaja. Vse veš in... jaz lahko, ko smo že glih Irsko imeli prejle, mislim, iz kavča doma, pravzaprav vse zvem o tej državi in se lahko pogovarjam z ljudmi od tam in vse, ampak čist drugače bom vse doživela, če bom fizično se predstavila, zdaj smo pa čist pri tem analognem delu, tja, ker je pač pot, ne cilj, tisto, ki te potem spreminja, ali pa ti daje tisto neki, zaradi česar greš, tisto nekaj. Meni se zdi v bistvu, da dobiš celostno informacijo. V bistvu zatem, ker pač svet je bolj površinski zaradi svoje hitrosti in zaradi dostopnosti vseh podatkov. In ko ti v živo govoriš s človekom, dobiš vse informacije prek videoklica, se ful informacije izgubi. No, če bi mi 4 danes na Zoomu tole snemali, a ne? Mislim, vse bi čisto fajn, mislim, bi tudi lahko in vse. Ampak občutek tist, kar ne znamo toliko ubesediti, a ne, če hočete, je pa drugačen in je pač potencial drugačen. Ja, ne vem, AI lahko naredi, ogromno, mislim, itak najbolj vroča tema, zdaj povsod z razlogom, seveda, ampak analognost, mi kot ljudje, kot človek, smo še vedno en del enega živega organizma, kar umetna inteligenca še ni, in naš način učenja
se pravi, komuniciranje vsega je še vedno, a ne, Izkušnja. čist drugač. a ne. tako, ja. Ker če boš ti zdajle, a ne, nisi se še dotaknil kavča, če boš pa zaprl oči, pa se boš dotaknil tega kavča, ne, je ena informacija na tvoji dlani in v tvojem občutku, ki je vse drugače. Mogoče sam za intermezzo. Danes sem glih slišal eno zanimivo informacijo, da v trenutku, ko je inteligenca postala zelo prijazna do človeka, se vsi na koncu zahvalijo za informacijo, ki jim je dal. Mislim, vsi. Ja. In so povedali, koliko električne energije se Sem pa porabi prebrala. za zahvalo. Ja. A ne? Ja. In je v bistvu to tista energija, ko pa je zunaj inteligence, ki jo v bistvu ti daješ človeku, takrat, ko se je v bistvu tudi izraz hvaležnosti recimo pri pogovoru ali pa v odnosih. In je to. Mislim, se da zelo lepo v metafori dejansko pokazati, koliko energije gre tam v prazno, pa bi lahko šlo kje drugje bolj materializirano. Ampak hkrati pa tudi pokaže na to, da hvala in prosim, koliko sta vredni. Tako, Ja. tako, točno to. Točno to. Pa da je vse energija. Mislim, ne, da bi zdaj to delovalo preveč eterično. Ker vedno, ko to rečem, se pa se, že gremo tja. Ne, to je čista to je fizika. dejstvo, to je dejstvo, To je čista absolutno. fizika, to ni zdaj... Sej atomi delujejo na principu energije, zato se naša stvari celica, skupaj... vsaka, ne, Absolutno. vse ima to neko, ja. Zdaj pa, se pravi, na Kitajskem si živela, o tem v bistvu se pogovarjamo, pa boš razložila, kako, zakaj in vse mi tja, ampak ko smo glih tle, se pravi, to je svet, ki je, družba, ki je v bistvu veliko bolj avtomatizirana, digitalizirana, ne, tam imaš, vsaj, jaz sodim po tem, kar tle, ne, Ja. ko scrollam pa ne. Ja. Living in 2050, ne, kupuješ razne stvari kar na vending mašinih, v glavnem ful imaš kao mal stika osebnega, po drugi strani, again, kakor sem seznanjena, je to vse en svet, v katerem je v načini življenja pač duhovnost, duhovne prakse so bistveno bolj integrirane. V glavnem, kako je pol zdaj to, ne, iz tega, ki ti zatipaš, pa na kakršenkoli drug način začutiš te energije, ne, po drugi strani si pa toliko je vse, se pravi, nagnjeno k te učinkovitosti, optimizaciji, ne, da ti je treba čim manj, da je drugim treba čim manj, pač, in hkrati, ne, živeti kot duhovno bitje, tako se mi zdi to ne skregano, ampak združljiva svetova. Ja, en tak ful močen kontrast, no. In pol ti prideš iz tega malega mesta v tisto veliko skupnost in kaj vse se ti pol tam zgodi. Ful velike tukaj zdaj, ampak eno stvar, ko mi zdaj prvo, čišče damo za kontrast. Takrat, ko sem jaz našla 2018 na Kitajsko, je Šanghaj imel 25 milijonov ljudi. Tako da, ko smo se tam kaj s kom spoznali, pa to pa, ko sem jaz razložila, da sem jaz iz Slovenije, ne, pa da je to država, ki ima 2 milijona, so se mi res smejali, ne, ker se jim je zdelo to je ena ulica tukaj, ne, in gazde, mislim, pa svoj jezik imate, pa vse. Tudi takrat je meni bilo tako, in wow, ne, pa smo svoja nacija, pa imamo neke svoje stare vede in imamo, mislim, veliko, kljub majhnosti, in tega. Tako da že sam po tem proporcijah je nepredstavljivo vse. Hkrati je pa tudi en drug moment, se meni takrat še mogoče malo osvetljiv bolj, ker ga do takrat nisem toliko čutila, je to, ko ti prideš kot iz, bom rekla pod narekovajem, iz Balkana, v eno veliko mesto, kjer je Zahod, pa Amerika, pa zahodne evropske države že kar nekaj časa. Investiral, tam bil, se učil, vse to. Ti prideš tako nekje pozno v resnici. Tudi se začneš zavedati teh razlik, neke dostopnosti, če hočeš, nekega pristopa k razvoju, iskanju in tako naprej. To mi je bil tudi en tak element. Hkrati pa Kitajska, sploh si ne upam veliko trditi več, ker je to zdaj že tako se zdi 100 let nazaj in nisem bila v Šanghaju od leta 2021. Ja. Ne, manj,
2018, 2002, tako moram reči, ja? Pa sem prav? Ne, 2016 sem jaz diplomira, viš, to je zdaj malo time-lapse, ne? Pa sem takrat šla, se pravi, pa 4 leta back and forth. Ja, sem prav rekla, ja. No, skratka, v dobrih 10 letih se je po mojem ogromno v tem mestu spremenilo. Zdaj, o sami Kitajski pa tudi, ja in ne. Mislim, ta ključna vprašanja, te ogromne države, ki ima eno najstarejših kultur na svetu, kar za njih vemo, je svojevrsten, no. In če se kje počutiš majhnega, se tam počutiš res majhnega in zelo nepomembnega. In ta poduhovljenost med njimi ali pa nek način življenja, no, je mogoče kar bolj krut kot pa naš, bi jaz rekla. Mi smo tukaj veliko bolj topli. Veliko bolj topli tudi v širši skupnosti. Saj tako sem jaz dojemala. To je zdaj čist moja taka izkušnja. Ampak je pa svet, kjer se je meni vse malo na glavo postavilo, kar je bilo super fajn za takrat. In ogromno enih navad, ki so čist narobe obrnjene od tega, kar pač ti misliš, da je prav ali pa kar pričakuješ. Tako da ena taka centrifuga, bi jaz temu rekla, zelo taka, ko pač, valjda sem prišla ven, fajn, ampak vedela sem pa, da ne bi tam živela, da ne bi tam ostala, ker je pa ta zavest pri njih, v smislu, jaz sem Kitajec in ti si tujec, zelo močna, prisotna. Nič ne obsojam tega, nič, ampak je zelo prisotna in ja, ali se ti začneš počutiti, jaz sem tam doma in želim, ali pa pravzaprav je pač to ena tvoja postaja in počasi greš. Je pa kot skupnost oni delujejo čist. Ko skupnost reče, ja, gremo tja, ko je pač politični sistem je tam centralen, jasno, ko se tam reče, mi bomo to delali, to delamo od jutri zjutraj naprej, vsi. Zato so oni tudi take preskoke naredili, Si pa v bistvu diplomo delala uvedba teh trajnostnih zakonov, pač. V bistvu okoljevarstvena zakonodaja, ja. In v bistvu si pa stopila na Kitajsko z eno zelo perečo temo. Ja, ki ostaja pereča za vse nas, zanimivo, takrat se mi je tako zdelo to, kako bi rekla, napredno, pa še ne, pa še prezgodaj, pa vse to, ampak ja, mislim, trajnostni principi ali pa kaj si mi napišemo v en zakon, pa tudi v ustavo, če želite, mi imamo pravico do vode v ustavi, mislim, to je v bistvu zelo častitljiva stvar in kako se pa to uresničuje, je pa druga stvar. No in ja, takrat smo potem v bistvu zelo hiter za ta čas na trgu, za Evropo tak ali tak, za tam pa tudi, se začeli v bistvu ukvarjati s temi, kaj je to trajnostna strategija, kaj pomeni iskanje nekih materialov, ki so obnovljivi ali pa, kaj je dizajn, ki pač danes reče princip krožnega gospodarstva. Kako lahko imaš poslovni model kot socialno podjetje, to smo tudi že takrat v bistvu imele tam in to je okej, to je bil naš photoshoot, ja. Seveda vezan na vse propagandne materijale, ki so danes še kar bolj kot ne tekle tam. A mogoče veš, kaj piše na zastavi? Zdaj, a veš, da se iskreno črk ne prepoznam več, ampak mislim, da smo pač v tem smislu napisali zeleno zdaj naprej v tem kontekstu. Ampak, a ti veš? Ne. Ker AI bi zdaj takoj nam prevedel, če bi tole dali not, smo imeli te zapisnice, ena izmed teh naših kampanj. To si sestro bila, ne? Ja. Kako pa je pa do tega sploh prišlo, kaj ste počeli? A veš, ko smo se že prej o družini pogovarjali na začetku, jaz imam to srečo,
in nesreča, oboje je, a ne? Da imam v družini take ženske, ki še vedno, a ne, ampak pravzaprav so oblikovale mene in mojo pot na mnoge načine. No, in z Mihelo sva pravzaprav na Kitajskem, jaz vedno tudi to medve rečeva, pristale zaradi najine mame, ne? Ker je bila ona tista, ki je to internacionalizacijo prva naredila, ker je šla prva na Kitajsko, takrat še kot direktorica SOTEH-a. In ko je prišla domov, to se ful spomnim s to delegacijo, punce, Kitajska, tja je treba iti. To je bilo tako, da danes iz Marsa pristaniš bolj kot ne, a ne? Kaj, ne, pa zakaj, pa, a ne, mislim, že zdaj govorimo o našem doma okolju, kaj še lepo ali širše, ko je to bila tudi zelo pereča tema, a ne, pa ni potrebe. In ja, v bistvu je zato tudi Mihela pol prva šla na Kitajsko, takrat še odpirati podružnico SOTEH-a. Potem pa se je zgodila zgodba sprememb, bom sam rekla tukaj, in se Mihela odločila, da ostane. In ker je na neki način to, kar je v bistvu takrat postavljala, tam so bile čistilne naprave za vse te industrijske objekte, a ne, je videla, koliko je še enega razmaka med tem, zakaj bi mi to sploh delali, a ne, dobro, pri njih je ekonomika prva, ampak bolj to kot priložnost, še vedno je zelo veliko treba najprej vse na tem reči, v redu, kaj tebi kot dodana vrednost to, da skrbiš za svoj vtis v okolju, strateško pomeni za Zahod. To je bil naš selling point v resnici. Ker, a ne, počasi se je takrat že začelo, kljub temu, da sem dobila x klicev, čuj, bi ti meni lahko malo bolj poceni iz Kitajske to. Pa sem vedno rekla, ne, res, sem cel čas poskušala dobiti pač podjetja, ki bi lahko izvozila visoko kvalitetne produkte na Kitajsko, a ne, in s tem v bistvu sem bila vedno pač proti, ker ja, smo delali pol tudi take projekte, kot je Made Green in China, a ne, neko zavedanje, kaj pomeni, da lahko se nek produkt dizajnira in proizvede na zelo visokem nivoju na Kitajskem, da se seveda to plača, a ne, da ne more biti enaka cena. In hkrati največkrat je bil to takrat moje vprašanje, ko sem prihajala nazaj, kolikrat na teden kupiti nekaj, kar je narejeno na Kitajskem, a ne, mislim, vsak ima to, kolikrat se vprašate, kako je narejeno to na Kitajskem. Mi, kot potrošniki, kaj še lepo seveda vse organizacije in vse. Tako da ta bi rekla, tudi ta debata, ne, se vem, da skačemo tu zdaj na zelo široke teme vse, ampak je, ne, kdo je zdaj odgovoren za to onesnaževanje, kdo more koliko dati, kako bomo to, vsi smo. Ne, tukaj ne moramo rezati zraka na koščke. Ker si delala tudi s Patagonijo, ki je pa v bistvu ful dobra praksa. Tam je bil taka wish lista to, ker je Patagonija pač, jaz mislim, da še vedno v teh svojih 70 letih res veliko naredila, v smislu, kaj je lahko drugače, kot biznis najprej. In nama je obema bilo z Mihelo takrat, sam da bi pa z njimi nekaj delali, ne bi bilo pa res top. In nekako pol v bistvu smo preko Fair Labor Organization, njihove tam, to smo pa že tam, evo nas, z eno od njihovih tovarn, ker smo v bistvu te tovarne, mislim, jaz sem bila v teh tovarnah, ko veš, kako je narejeno, ne vem, barvanje enega blaga, pa na drugi strani tam, kjer so stvari urejene, pa vse ostalo tudi, ne v nekih odnosih. Tudi da smo v bistvu takrat prvič, ker je Patagonija že takrat prva postavila v bistvu transparentne dobavne verige za vsak svoj izdelek. To, kar se danes še kar sam pogovarjamo, o večini primerov, pa dobro, zdaj malo merimo, pa zdaj malo gremo v to smer, ampak to je bil kar tak super advanced, mislim, bil je website, kliknil si na jacket in te pač pelalo in
ja, se mi zdi, da je to bil en tak že takrat impuls, ki seveda ni popoln, sam to, ne vedno tudi pravim, noben popolno ne naredi vsega, ker se velikokrat pol tudi najde kaj. Ja, ker tudi tale knjiga Let My People Surf od ustanovitelja, ki je bila najprej priročnik za zaposlene, pa je v bistvu pol postala na Harvardu case study in v resnici podjetje, ki v bistvu nastane iz potrebe, ker je bil pač on plezalec in je v bistvu bila bolj kot nepoceni roba, ki se je kvarila in je pač hotel kakovostno zadevo pač vzpostaviti in skozi vse te stvari, kjer v bistvu podpirajo aktivizem, dajo 1% dobička za okolje, skratka, in tudi v bistvu vzpostavljajo okolje, v katerem se tudi zaposleni dobro počutijo, ne? Je v bistvu nek tak model, med katerim na nek način bi bil idealen za človeštvo, to sobivanje in čuvanje planeta na eni strani, pa ta razpetost med tem kitajskim modelom, vsi gremo v eno točko, vse resurse pokurimo zato, da pridemo čim prej do cilja. Tu je v bistvu tak zelo zanimiv razkorak med tema dvema modeloma, ki nas na nek način si ga želimo na eni strani, na drugi strani pa nismo sposobni ga narediti. Vam je ratalo kaj na Kitajskem takole? V tem smislu? Ja. Takrat sploh ne. Sploh je bilo, so bile to manjše stvari in tudi pripravljenost nasploh, tudi zahodnih podjetij takrat na Kitajskem je bila na zelo nizkem nivoju. Kaj šele kitajskih? Cilj je bil ultimativen vedno, dajmo eno kitajsko podjetje dobiti, s katerim bi res, BYD je bil v povojih takrat, recimo, eden izmed teh, ko smo se poskušali pogovarjati. In ni bilo, kako bi rekla, dovolj hitrega ekonomskega učinka tudi iz njihovih, pa tudi iz zahodnih, ne. Mislim, tako da jaz nimam takih super spodbudnih besed za to. Ne vem, kako je zdaj, zato ne bom, vem, da so se selile proizvodne že takrat nekatere, recimo kot ena taka stvar, bližje. Vem, da so tudi nekaj vlagali v to, da so boljše proizvodne, da so odnosi drugačni, ampak teh zgodb različnih proizvajalcev, bom sam rekla, da ne bomo zdaj se o brandih pač pogovarjali, ker je to pač težko. Samo enega kriviti, eden ponavadi pol je okrivljen, hkrati pa vsi na podoben način ali pa to počnejo. Tako da ni, tako bi jaz rekla, pred 2 dnevoma sem bila za tako druščino, bi rekla, nas takih, ko se s to trajnostjo, prehodom, boljšim nekim načinom delovanja ukvarjamo že nekaj časa. In se da mogoče manjka malo tega, da si rečemo, ok, ne deluje vse to, kar smo mislili, da bo delovalo. Ne deluje. Tudi model Patagonije, zdaj, če rečemo kot nek zelo dober case, ne moreš ga vzeti in prekopirati na vse, zato ker je toliko specifika in toliko okoliščin, ki to določajo, da pa lahko vidiš, vse to je možno, kje v tem lahko jaz najdem svojo neko novo identiteto ali pa nov način delovanja, to pa je. Ni pa takih rezov, to je zdaj tudi to, kar se pač pogovarjamo, da je vsaka stvar se meri v ogljikovem odtisu, to ni dovolj. To je, mislim, ni nepomembno, ni vse, kar smo naredili slabo, ampak ni pa dovolj. Zato ker dokler je pač, jaz rečem temu, pač glavna religija potrošništva zdaj sveta, pa dokler načina razmišljanja, ko dobiček ne bo več najvišja vrednota,
Merjenje, merjenje. Ja, To je ena taka moja ljuba tema, ki jo težko ki jo odpreš, a ne. V celem managementu in povsod vedno velja, ne, če lahko meriš, lahko upravljaš. Lahko planiraš, lahko daš strategijo, a ne, na to. Ampak kaj merimo? A ne? In kako? Ja, a ne? Mogoče še to pri Patagoniji, no? Če še sam dodam, kaj mene je fasciniralo, je bilo tudi to, da oni dobrino, mislim, vsaj kakor je bila te filozofija, oni dobrino moraš prevzeti kot lastništvo, ne? Se pravi, ustrajaš z njo do konca. Ne? To pomeni, da je tudi, če se ti oblačilo strga, ga daš zašit, ne kupiš novega. Ne? In pol, če se navežem še na drugo njihovo misel, da gre za ta oksimoron, da je trajnostna proizvodnja, da je to v bistvu, da gre za nasprotja. Ne? Se pravi, eno, želiš biti trajnosten, se pravi, hočeš zadeve, da v bistvu krožijo, drugi strani pa proizvajaš. Se pravi, imaš nek krog, pa imaš neko linijo. Ne? In mi je bilo recimo to zelo blizu, kje bi lahko stvari tudi spremenimo, recimo ravno to lastništvo. Mislim, da je Nara Petrovič pred časom že omenil v enem intervjuju, da mi v bistvu sploh nismo potrošniki, mi smo porabniki. Se pravi, mi zadevo porabimo in jo odvržemo. Ne? Potrošnik je rekel, on je sebe izpostavil recimo kot tipičnega potrošnika, da pač, ne vem, kupi majico, ko je majica raztrgana, jo uporabi za krpo, ko je krpa raztrgana, jo uporabi za predpražnik, skratka in tako naprej. Če je pa iz naravnih vlaken, se da pa še pol kaj narediti v zvezi z vrtom, in se mi zdi, da takrat ti potrošiš zadevo do konca. In tako da mi je to blizu, recimo, ta njihova filozofija ravno iz tega vidika, da pač vsa industrija zdajle bazira skoraj na tem, da po, ne vem, športni copati po pol leta jih je treba zamenjati. Po eni sezoni, ne? Prvo, ko greš laufat, kje si boš zdaj kupil? Tako. Včasih, ko so pa recimo delali, ne vem, usnjene čevlje, je pa recimo, so pa starši rekli, tele imam pa že 15 let, pa še v redu. Tako, ja. To je način, kako se v bistvu hitreje vrti kolesje, prodaje in s tem v bistvu večjo dobičke. No, zdaj za Patagonijo, tudi tu je. Tudi Patagonija je zdaj v zanimivem nekem obdobju, ker je tako uspešna, kot je zdaj, ni bila nikoli. Ne vem, zadnjih 10 let recimo. Vsak mu pa rečem, 50 je bilo takih, ko je bilo treba kredite jemati kar naprej, pa mislim, pač ni bilo niti finančno, niti sicer zdaj super easy. In potem zrasteš, spet in dokam rasteš, tudi zdaj kot podjetje, da še ohranjaš to kulturo, dokam jo lahko, so kar taka bistvena vprašanja, s katerimi se zdaj tudi oni ukvarjajo. Tudi glede na to, da je ustanovitelj Ivon stopil ven pred 3 leta, 4 leta zdaj in dal vse svoje premoženje na novo fundacijo. Tudi to je nov model v poslu. To je zdaj big scale social entrepreneurship, če bi temu rekli. Da fundacija sedi na upravnem odboru firme. In v bistvu sodeluje pri tem, kako ohranjati to filozofijo tudi naprej. In ni enostavno. Dokam greš, kje je meja tvoje odgovornosti. Zdaj, najlažje ali pa tu, kjer smo še vedno v večini, je, kaj jaz proizvajam, pa česa se to tiče, tu se bom jaz začel. Kaj pa pol? In dokam? Mora biti osebno poslanstvo ljudi, ki vodijo to. Sigurno je pa to en tak posebna kultura, pa poseben zanosno, ampak Pred leti sem gledal en dokumentar s Corporation, v bistvu o tem, kako so korporacije nastale, in pač eden izmed delov noter je bil ravno o tem, kako ljudje, ko so pač pravne osebe postale kot osebe, so v bistvu dobile svoje vrednote, svoje poslanstvo, vizijo, vse to, kar človek ima. In potem, ko se ti zaposliš v podjetje, prevzameš te vrednote. In zato
prihaja tudi do tega, da so ljudje pripravljeni v naravo spustiti umazanijo, zaradi tega, ker pač takrat delajo po vrednotah podjetja, medtem ko doma pa vse lepo strogo ločujejo pa čuvajo na naravo. In ravno tukaj je v bistvu sistem vrednot in v bistvu vrednotenja uspešnosti, ne? Tako kot recimo BDP, ne? Pač je v bistvu merjen čist z denarjem. Ne? Ni pa sreče zraven, kar je v bistvu tudi eden izmed teh konceptov v zadnjih letih, ki se uveljavlja noter. Ne? In se mi zdi, da bomo, če bomo želeli res pač nekaj narediti za ta planet, na tem nivoju začeti ne samo kot PR-ovski projekti. Ja, to ne me narobe razumeti. Spet na tem dogodku, zdaj, ko sem bila 2 dni nazaj, pa sem poslušala, kaj se govori, pa je bila tam ena, pa je rekla, Ina, vi ste tu na Kitajskem že, pa se mi zdi že res 2 življenja nazaj, če bi zdaj tako rekla, res. In hkrati, ja, pač očitno rabimo več časa za to, ker zdaj lahko gremo tudi v to, pa vas nočem čist preveč zamoriti, ker tu je zdaj pač, ampak recimo 300 let približno traja en ta mindset od tega, da si pač mi prisvajamo in si rečemo, človek je res več kot vse ostalo, in čist mehansko razlagamo svet, vse, tudi telo, človeško, to je ta Descartes je bil tak zdaj filozofsko, tisti, ki smo ga zdaj pač začeli najbolj uporabljati kot tistega, ki je naj bi na delce nas dal, in še vedno smo zelo tak, spet smo malo nazaj konji varnosti, ker je lažje, če jaz rečem, če je to tukaj, pa če je to tu in to ima to dvoje se povezuje, potem če jaz tole odrežem, bo vse drugo zdravo, In ne deluje tako, Mislim, naučili smo se zelo veliko telesu, veliko bolj razumemo, bi rekla, vse podsisteme, organe in tako naprej, sam ga še pa ne znamo zdraviti, v vseh pogledih. In to je veliko bolj kompleksno, pa sam to hočem reči. Enako kot to, kako zdaj mi trajnost vidimo, pa kje začnemo. Pa mi pol veliki reče, ne mi vse govoriti, ker ne morem, In po eni strani razumem, ker res se pač to kopeta, da mogoče preveč, hočem povedati zraven, hkrati pa je in zato moramo znati na to se odzivati širše in drugače. In ni dovolj sam tvoj material in to, kar imaš ti v hiši in ne vem, tvoji ljudje, kako se počutijo, ti si del širšega in kako na to dnevno ves čas se prilagajati, to je del tega reinoviranja tudi. To ni zdaj, imamo jo, ne vem, PR-ovsko, če rečemo, tole imamo in zdaj smo mi full green in vsi certifikati so se zgodili in vse in ja, v bistvu delamo po principu generalov z medaljami pa našitki, v resnici pa so druge zgodbe. Ker, ko si se glih tudi zelenega prehoda dotaknila, pač tudi tukaj imamo zeleni prehod, v bistvu z zelo 2 različnima poloma, pač en je v bistvu ta ohranjene energetske točke, drug je ta v bistvu razvoj v turizem, pač, ki se ga vidi, spet je turizem spet lahko problematičen, če je masoven, pač, če ni spet premišljeno izpeljan, Kako ti doživljaš ta prehod? Moram malce ustaviti, v smislu, mogoče sem si tudi jaz vse skupaj drugače predstavljala, ko bi rekla, je moja pot, pa ta kariera, pa vse, kar sem neko raziskovanje peljala, da bom vedela, kaj pa je zdaj prav, do zdaj, recimo, ali pa kaj je zeleni prehod. Jaz bi ta zeleni prečrtala, pa bi sem pa čekala prehod, zato ker zdaj konkretno za dolino, ki jo delimo kot dom, ali pa to regijo,
je to pač večji prehod, ne, od tega, da nas, ne vem, pač 76 let nazaj ni bilo sploh tu, a ne, pa da zdaj je to nastalo zaradi nečesa, kar je takrat imelo čist smisel in prineslo veliko razvoja, ne, in kaj smo zdaj? In kaj hočemo biti zdaj? Pa mogoče, kaj vse smo še lahko? Tu, ta del se meni zdi, a ne, ta energetika, turizem. Ja, okej. Ampak, a ne, mi moramo nek portfolio, a ne, neko raznolikost, a ne, tudi to je prišel ven iz teh enih modulov, točno to, a ne, to raznolikost negovati. Pa bom zdaj še malo bolj metaforična, a ne, te kot travnik. A ne, na travniku, ko ga pogledaš, travnik, ko ni preveč pognojen, pa prevečkrat pokošen, a ni lep, a ne. In to je tisto, kar je za mene, recimo, v tem trenutku, kar jaz razumem, kar rabimo za ta prehod. Tak lep travnik, a ne. Ja, a je zahtevno bolj? Sigurno. Sigurno je bolj zahtevno. A je zato treba najti rešitev z energetiko? Ja, tudi. Ampak ni edina stvar. A ne, mi smo pa zelo obstali na tem in izključujemo, vse tudi v drugih stvareh, a ne, zdaj pač smo malo bolj regionalno relevantni, če zdaj tako rečemo, a ne, izključujemo. In ni treba. A ne? In turizem to, mislim, turizem pa res doživlja, sploh v zadnjih letih, ta velik spin ali pa trend, a ne, da pač je dovolj, da zdaj je pa preveč ljudi. Slovenija ima preveč turizma zdaj, recimo v visoki sezoni, a ne. In kaj delamo? Ja, še bolj se promoviramo, kakor jaz vem, recimo, a ne. Tu je sam, ne vem, še vedno najbolj zloglasen Butan, a ne, kot case study, da pač tam so zaprli in rabiš dovolilnico in x ljudi lahko pride. Recimo, ne govorim, da je to zdaj, zato sam ne sprašujemo se bolj zanimivih vprašanj. Evo. Po moje bistveno vprašanje, kako, ne, pač prvo strinjam se z to gospodarsko biodiverziteto, ne, pač, ki bi bila pomembna, ne, pač razumem tudi to, da vsak hoče biti najbolj pomembna zgodba, ampak ravno to vključevanje, odpiranje prostora za vse ostale, za sobivanje je mogoče neka debata, ki manjka po mojem občutku v dolini kot taki. Kaj pa, če še sploh nismo pripravljeni, da se pogovarjamo o tem pestrem travniku, a mislite, da smo že sploh zares sprejeli to opuščanje? Ker pri reinoviranju, ne, tudi na modulih, ki se pogovarjamo o tem, ne, je pač ta strategija opuščanja, ki je kdaj potrebna, kao najbolj boleča, ne, to praviš, da je najtežje se odpovedati znanemu in temu preverjenemu. A se nam ni, saj tudi na osebnem nivoju čist, ko si navajen neki na en način, a ne, pa ti je čist fajn. Tak čist fajn ti je. Pa reči, ne, zdaj pa to ne bo več. Ja, ni ti fajn, a ne. Mislim, to je pač en tak del sploh soočanja s spremembami za vse nas, a ne, kadarkoli, ko ni fajni. Ni vse fajn. Ne more biti kar, zdaj smo se super imeli, pa zdaj se bomo imeli še pa kar super, pa vse drugo bomo pa kar malo stran pogledali, zdaj če tako malo poenostavim. Ne gre, ne. In moj občutek do zdaj, kar smo takle imeli, a ne, ker smo imeli kratko 2 modula, pa v bistvu neko začetno srečanje na temo tega renoviranja, se mi zdi, da smo malo obnemeli, no, mogoče, v smislu, sej vemo, pa potapljamo se, sam ne bi še splavali, ko ne vemo, kaj točno bo, tak, a ne, zdaj, če tudi naše... Ker še vse, mogoče se bo pa dalo še malo potegnati. Ja. Mislim, jaz živim s tem občutkom, Ja. že, ne vem, zadnjih 10 let, recimo, odkar je ta tema vendarle prišla na plano kot nekaj neizogibnega, ne? In potem z določitvijo letnice, končno, ki je celo dolino pretresla, ker je, ne vem, 10-20 let prej, kot je bilo pričakovano. Jaz sem stalno živim z občutkom, da še kar nekako celotna skupnost, seveda politika in gospodarstvo, malo upata, da bo... Da se bo spet podaljšala, ne? da bo še malo. Ja, mogoče še to, da ves čas
stremimo k temu, da bi imeli že takoj ta pravi recept za uspeh. Seveda. A ne, skozi hitimo. V bistvu nimamo časa se ustaviti, nimamo... Mislimo, da ga Ne nimamo. vzamemo si Mislimo, ga. da nimamo, Ja, ne tako, vzamemo si tako. časa. Ja. Recimo, jaz iz svojega vidika lahko vidim, da pač doskrat mnenja, bom rekel, angažiranih prebivalcev tule, sicer štejejo v takih leh pogovorih, ko se dogaja ob kaki kavici, a ne, ampak ni pa nekih teh seans, kjer bi lahko, ne vem, z nekimi mnenji lahko tudi obudil mogoče drug del kolektivne zavesti, ki ne gleda z istega zornega kota. Ne? Se mi zdi, da je dostikrat kakšna stvar preslišana, ampak ne v smislu, pogosto ne toliko v smislu ignorance, bolj to, da reč, nimamo časa, ker se nam mudi. Skozi se nam mudi. Mudi se nam do prve letnice zapiranja, mudi se nam do druge letnice postavljanja, ne vem, sončne elektrarne, mudi se nam, skratka, mudi se nam iskanja 3500 novih delovnih mest. Ves čas se mudi, v bistvu pa sistem trenutno tako deluje, da jaz tudi osebno ne vidim, zakaj se nam tako mudi. Ne vidim tega res hudega razloga. Ja, po drugi strani imamo pa zaradi tega hitenja spet odsotnost javne debate, predstavitev načrtov in soočanje načrtov in na drugi strani postavljanje pred dejstva ljudi. Recimo, ti si tudi v civilni iniciativi Stara vas sodelovala, ne? To je bilo v bistvu postavljanje pred dejstvo, pa hkrati v bistvu res huda grožnja za zmanjšanje kakovosti življenja v Stari vasi. Kako pa kaj zdaj to... Kaj se kje razvija? Nič spodbudnega, moram reči. Mislim, meni je to bil kar tak neprijeten šok, no, se šok ne je lahko prijeten, no, ampak pač neprijetno mi je bilo na tem soočanju, tako čist, na takim, bi rečemo, čist najbolj mikrolokalni ravni, ne rabi se vseh tikati, tebe se tiče, ker je to pred tvojim pragom, in seveda, mislim, da smo bili takrat zelo jasni in glasni, da se pač na ta način ne morejo stvari dogajati, v današnjem času, pa tudi sicer, in še vedno, ne glede na to, da smo imeli, pa bi rekla, eno tako javno predstavo, po tem naši pobudi, ni nobenega konkretnega koraka. Jaz še danes ponavljam, eno in isto vprašanje, kaj so alternative? Torej, če je dejstvo, da mi moramo upravljati z odpadki, seveda moramo. Mislim, vsi, to je del našega, če smo zdaj pri krožnem gospodarstvu, koncepta, absolutno. Ampak imamo kar veliko dolino, še zdaj ne vemo, kje imamo vse degradirana območja, to se menda tudi zdaj počne. Kje še lahko in na kakšne načine to delamo? To je zelo pomembna tema in sam zato, ker je bila zapisana v nekem planu, evo nas, nas je tudi zelo povezala kot Staro vas, no moram reči takrat. Nimamo. In tudi pač se jaz razumem, da se je lažje izognati pogovorom. Smo pa zadnjo stvar, ki smo jo naredili, ker se pač sprejema nov OPN v naši občini, dali pobudo za zaščito tega gozda, kot da bi bil to gozd posebnega pomena. Kar nekaj razlogov za to, ne rabimo zdaj pravzaprav čisto bioloških, fizioloških in hkrati čisto psiholoških, bi rekla, za mesto. In smo seveda dobili to zavrnjeno po zelo taki poti, ki je bila pričakovana. Ampak čakamo, od takrat nič ni bilo na novo, predvidevam, da veliko stvari visi v zraku, kolikor vidim po načrtih, je vse enako mišljeno. In ravno ta odsotnost te debate, ki se v bistvu tudi v kontekstu Družmirskega jezera in postavitve plovajoče sončne elektrarne dogaja,
kjer v bistvu recimo Šaleško ekološko gibanje ne nasprotuje sončnim panelom pa te energije, ampak postavitvi na jezero, ki je v bistvu živo. Ja. Argument, da je pač umetnega nastanka lahko postavimo kontraargument, da je pa iz biološkega vidika pa živo in v bistvu izredno pestro jezero. Se mi zdi, da tukaj v bistvu smo pa malo podobni Kitajcem. Da. Ja, zelo, ker se tiče tega, mislim, res, tu jaz sem zelo razočarana nad temi konkretnimi koraki, ki bi lahko bili drugačni. Lahko bi bili, a je težko, je ena zakonodaja, ampak mislim, moja pravni duh, ali pa bi rekla tudi interes. Zakoni so živ organizem. OPN se z razlogom spreminja, ker je živ dokument ves čas, ker se pač stvari spreminjajo in ne more biti nekaj iz 30 let nazaj iz ene seje veljavno danes, mislim, v 30 letih. Pa to je nov svet pravzaprav. In to nekako pa lahko se tudi prizna, pa se reče, lejte, se ne vemo, a lahko se ustavimo, pa si vzamemo ta čas, ker je zelo pomembno, na kak način bomo to delali, naslednjih 50 let. Absolutno. In komorkoli, mislim, če jaz svojih hčeri rečem, da bomo dali sončne celice na jezero, zakaj? Mislim, zakaj na jezero? In komorkoli v tujini, seveda, mislim. Ker si glih omenila 50 let, pred časom sem delal en dokumentarc o nastanku jezer, pa sem imel intervju z gospodom Apatom in je dal izredno zanimivo misel. Mi smo se za 50 let obdobja blagostanja odpovedali za vedno najbolj rodovitni zemlji v dolini. To pove samo, zato to samo pove zelo, zelo veliko. In ta povezanost pač z tradicijo, ki v bistvu, to je v bistvu novodobna tradicija, imamo pa mi tukaj kot prebivalci Šaleške doline tudi svojo tradicijo. In ta tradicija, ki je bila povezana z naravo, z zemljo, z temi pač starimi običaji, pa tako, o tem se tudi po moje premalo govori. Kaj je najbolj tipičen argument ali pa en tak diskurs, kjer se spet ustavimo, ker jaz pač pravim, da to ni edino vprašanje spet, vi ste pa proti razvoju. Če ohranjaš naravo, si proti razvoju. Sploh ne razumem, zakaj bi to pravzaprav sploh bil diskurs. Mislim, vsi si želimo živeti v kvalitetnem okolju. V živem okolju. Sem prepričana, da čisto vsi. In kaj je za nas razvoj tukaj danes? Ker je nekaj drugega, kot zdaj, če pač imamo Kitajsko danes tudi, kot v enem mestu z 10 milijoni, pa 50 takimi elektrarnami naokrog. Drugače. In ne pogovarjamo se, kaj je ta drugač, ne pogovarjamo se, kam bi radi šli, razen tega, da moramo premog rešiti. Recimo, imaš tudi neki grehov iz preteklosti, ekoloških v dolini, ki so odličen poligon za razne start-upe, da začnejo z reševanjem tega in potem lahko se razširijo po svetu, ker vemo, da okoljskih problemov ne manjka. Mislim, degradirano območje, to je spet zato, ker je ta dogodek zdaj bil, pa smo imeli spet to temo. Vsaka mislim, ne vem, tukaj ta poligone znamo ali pa te start-upe za čist neke
posamične rešitve recimo vzpostavljati, ne, zakaj ne more biti pač neko mesto, poligon za revitalizacijo, regeneracijo, a ne, kaj to pomeni v današnjem času, a ne, v današnji realnosti, a ne. In da to ne pomeni, postavili bomo ograjo in vsi bomo sam še kmetovali, ne, zdaj, če bi zdaj čist ekstrem dala, a ne, ali pa še to brez kakršnega koli urodja in tak naprej, a ne. Ne, treba je najti prostor za ta travnik, ki bo cel cvetel, a ne. Se strinjam. In ja, ne bomo, mislim, Velenje in Šoštanj minimalno se morata znati pogovarjati, kaj šele pač regije po Sloveniji, a ne. Tudi to, mislim, da je. Ne, ker se je zgodovinsko gledano, je bil Šoštanj vedno večji od Velenja, ne, kar je tudi hecno. Ne? Ja, to so te, ne, pa če zdaj kdo, ampak ne, zgodovinsko, ja, v nekem času in to, in kje smo zdaj. Ampak na koncu gre pa za sobivanje. Absolutno, in za neke odnose. Sej tu ključni so odnosi. Tudi če zdaj kot to civilno inicijativo pa vse te gledam, mislim, ključni je ta odnos, ki ga začneš graditi in kako ga boš pa naprej negoval, kaj boš naredil za to, tudi, da ostaja. Jaz mislim tudi, da celo geografska vključenost, geografski odnosi, a ne, se pravi, čist fizični, a ne. Namreč mi, ker doskrat, jaz sem že v parih svojih kolumnah tudi pisal, no, mi nimamo sam Šaleškega jezera oziroma Velenjskega, pa mi nimamo sam Škalskega jezera, pa nimamo sam Družmirskega, a ne, pač v bistvu, ampak tu skozi me navdaja nek občutek, da se vsak pač hvali s svojim jezerom, a ne. V bistvu imamo pa trojezerja, ne, trojezerja imamo, ki bi moglo biti nedeljiva celota, a ne. In ti, se pravi, pač tudi argumenti, lahka elektrarna, sam ne na mojem jezeru, a ne, izhajajo, če jih preslika malo v tisto obdobje solidarnosti pa prostovoljstva, ko smo gradili mesto in vsak je gradil svoj blok, a ne, lahka, sam ne pred mojim blokom, a ne. Se pravi, to je moje okolje, tu jaz živim, tu imam jaz svojo klopco in ne mi tule kaj asfaltirati, karkoli delati, a ne, niti otroškega igrišča, recimo, a ne. In tu jaz vidim, da v bistvu ta moč, ki bi mogla v tej regiji biti, tudi govorimo v smislu tega manifesta energetskega, a ne, iz vidika energetike bi mogla biti ta, da se podpiramo, a ne, se pravi, da pač, da je tisti glas malo močnejši, a ne, tek pa v bistvu vsak malo na svoj konc vleče in to je, se mi zdi, idealen scenarij za nekoga, ki hoče pa neko drugo zgodbo noter zapeljati, a ne, ker to lepše ne more biti, a ne, smo v bistvu postajamo, v bistvu namesto, da bi imeli svoj manifest, imamo nepopisan list, ki ga piše zdaj nekdo drug, a ne. Ali pa tisto pride mimo. Tako, in ki začuti potencial, ki ima lahko tudi apetit, a ne, in tako naprej, no, tako da. A rabimo chief renovator officerja. Ja, to bi bilo, že da bi na regionalnem nivoju začeli, recimo. Ampak če bi ga že imela le vsaka občina od teh v regiji, a ne, saj vem, kaj pomeni občini, pa se ne rabi biti to zdaj full time, ko že vidim vse tiste ampak ti si lahko ustvariš, povabiš, pa rečeš, ne vem, pa polno teh startup inkubatorjev, pa ne vem, raznih, a bi vi x ur na mesec porabili za to, da pridete sem, pa bomo renovirali skupaj. Jaz vem, da mi 4 bi šli, recimo, a ne, ker bi rekli, daj probimo, ker je pač ne, mogoče pa lahko nekaj nastane, a ne. Ravno to nastane, a ne. Zdi se mi, da skozi sledimo, pa uvajamo rešitve, ki že obstajajo, a ne. Zakaj ne bi postali razvojni center, a ne? Pa jaz mislim, da je ta dolina že ta potencial kar nekako malo začela negovati, pa pač je to zamrlo. Absolutno. In če ga vidiš, je tam, ne, pa se da. In če pač vržeš neki semen, pol bo tudi nekaj zraslo, če jih pač nič ne more nič novega biti. Nič se ne more zgoditi, ne. Potem si pač v zamrznenem stanju in čakaš, kakor dolgo boš pač preživel. Ne. Nevarno stanje. Za kogarkoli, ne. Se bo minilo.
Ja. Ja. Ne? Minilo bo, sam ne vem, kdo boš pa ti ali boš sploh po temo. A ne? Tako da ja, sej, a ne, ko smo mogoče, da ne bo kdo mislil, da smo, recimo, da vidimo potencijale samo v regiji, a ne, sej tudi na nacionalnem nivoju, a ne, se nam dogaja, ker je pač tudi globalni kontekst zdaj zelo zahteven. A ne, in bo, to je ena stvar, ki jo jaz skozi pač ponavljam, ne vem, za naš nek kreativni čas na tej zemlji, nas štirih tule, ne, bo naslednjih 10-15 let zelo zahtevnih. A ne. In so opcije, kako, mislim, so različni načini, kako se s tem soočati, a ne. Ampak misliti, da ne bodo, ali pa da bo minilo in bo potem malo boljš, ne, ker se bo postavilo v neki, pa mislim, da je mogoče preveč slepega idealizma v tem. Sam se mi zdi, recimo, če pogledam eno analogijo z grungeom, recimo, ne? Ko se vedno govori o tem, da rabiš ful ljudi za to, da se spremeni, da bo zgodi. Tam si imel eno založbo, ki je imela enega fotografa in ta fotograf je rad imel te lumberjack srajce in je vse bende slikal v teh srajcah. In potem je to grunge uniforma postala. To sploh vem, ne. Ja. Ta srajca je stala takrat $10. Oziroma še manj. Bila je res poceni. Ja. Na vrhuncu slave grunga je bila $150. Ja. In v bistvu, ampak kaj hočem še zraven je to, da to je peščica ljudi je začela z grungom in je v bistvu se postal svetovni fenomen. In če izhajamo iz celice, ne, ki je v bistvu sestavni del organizma, organa in potem nas samih, ne, je v bistvu vsaka sprememba, ki se začne v celici, ne, pomembna za celoten organizem. Vsaka mikro. Ja, pa veš, koliko celic imamo, sam vsakemu telesu tule zdaj noter, ne. 20 trilijonov sem glih pred kratkim A res, delal kaj? to No, eno evo. predavanje in od tega je 80% rdečih krvničk, pa 0,01% samo mišičnih celic, čeprav so največje. O, vidiš, ful zanimivo. Ne, mislim, ker ta analogija telesa je meni zelo blizu tudi, a ne, ker jo lažje tudi pol se vsi s tem poistovetimo, no. Ampak to, a ne, ko se, tukaj dve stvari se mi zdijo pomembne, sam bi rada rekla, to, ko se odzivaš na spremembo, tako pozno, ko se mi zdaj tu, a ne, je pač en del, ki bo pač šel, ne bo fajn, a ne. Kar ne pomeni, da bo pa skozi ne fajn, ali pa, ampak nekaj bo bolelo, a ne. Nemogoče je, ko si tako pozen. Če bi se mi na tak način pogovarjali o nekem prehodu 30 let nazaj, pa zato nekaj že začeli delati, investirati, razmišljati, itd., pol bi bili nekje drugje, a ne. Pa nismo, ne, ker pač je bilo to 150 let bomo še tako živeli, a ne. Kot to. To je eno, ko si tako pozen. Drugo je pa ta, ko v eni sami celici nekaj začne, a ne, pa še sploh ne veš. To je pa ena čist druga globina, se pravi, mi pravzaprav, ti ne veš, od kod bo sprememba prišla. Ti si lahko želiš, ti jih opazuješ, ti zaznavaš, a ne, ampak zelo velikokrat se pa pol zgodi nek čist, kaj tam pri sosedih, kdaj, kak, a ne. Je prezakomplicirana teorija, da bi o tem govorila, da ne bom, ampak je pa ena tankočutnost tega, kaj se dogaja prej že, torej še preden sploh zaznavaš neko spremembo, nekaj, kar mislim, da je tudi prihodnost v našem razmišljanju tega, kako se soočamo s spremembami. Kakšna konkretno je strategija biti pripravljen na spremembo, še preden se sploh v eni sami celici začne nekaj dogajati? Ne, ja. Zdaj tako, prvo, mislim, da ne bomo preveč dali. Je prva stvar sploh, da se pač zavedaš, da ja, nekih takih stalnic, ko smo mislili, da smo jih lahko navajeni, ni več, a ne, povsod. In
že to je tisto, Tina, kar si ti prej odprla, že to nismo pripravljeni sprejeti tako enostavno. Aha, to opuščanje. To miselnost, da je bil cikl 75 let, v 80-ih, pa pol 35, pa da je dan 7. A ne? Pa ne govorim, da bo pol pojutrišnjem 2, ker ne bomo mogli, fizično ne bomo mogli, tako da to je tisti stop. A ne? To govorimo o ciklu, to da pojasnim. Cikel sprememb. O življenjskem ciklu, recimo ene organizacije, produkta, storitve, povprečje, a ne, tako, hvala, ki je pač bil v začetku 80-ih po teh statistikah, kar je v organizacijskih razvoju znano, 75 let in se je potem z različnimi temi tehnološkimi, makroekonomskimi, političnimi spremembami krajšal vsako desetletje in je danes v povprečju po naših raziskavah 7 let, kar pomeni, da se moraš ti vsake 3 leta pa pol znati renovirati, prilagoditi, toliko spremeniti, a ne, sebe, tim, organizacijo v povprečju, odvisno zdaj pač od tega. Pa da še naslovim to, ne da ti veš, da spremembe bodo skozi, ne, vse to so že vsi stari filozofi in vse pravzaprav, ne, edina stalnica, ne stopiš 2-krat v isto reko, ne stopiš, ne, nisi ti, ne. Tako da to je gibanje in spreminjanje in življenje, a ne. In radi, ali pa spet se nam tak mudi zelo, ne opažamo tega, kar se že dogaja. A veš, to je tisto občutek, ko pa se pa nekaj zgodi, pa ti v bistvu veš, da se bo zgodilo. Pa bom zdaj mogoče čisto na osebnem nivoju, ko sta zakonca ali pa partnerja skupaj, a ne. Pa pol se eno jutro zbudiš, pa si rečeš, ne, a ne. Pa v bistvu veš, to ni, da nisi vedel, a ne. No, enako na vseh drugih nivojih, a ne. Ampak dajmo reči, da na tem osebnem nam je to zelo bližje ali pa lažje razumljivo. Je pa res, ne, da sprememba zahteva blazno veliko energije in investiranja časa v to, da se pa sprememba uveljavi. In naši možgani so nagnjeni k varčevanju energije. Ja, pa varnosti. Biološko vse nas tukaj tišči k temu, da lej, tule bom, čisto pa mi je, ne mi zdaj nič novega. Absolutno. Vse to, zato je ta odpor tudi, a ne. Joj, ne mi zdaj spet, a ne, ko pa mi je glih tak fajn pa vse. In že sam to sprejet, a ne, večkrat, ne sam enkrat, a ne, ali pa tak ni to zdaj Eureka in zdaj sem jaz skozi tak, zdaj, če bi zdaj jaz izčist iz sebe, pa imam rada spremembe, pa se s tem ful ukvarjam, pa ne vem, pač na vse možne načine. To ne pomeni, da postane lahko ali pa neka avtomatika. Gre se za eno tukaj le dajle način življenja, delovanja, a ne, ki ti pomaga, da si ti tudi pol živ po tem, ne da, ko si že po 10 taki stvari, ki je mogoče bolj intenzivna, ne moreš več. Pa zboliš, pa odpovedi dajo, pa se upirajo, procenti ljudi, ki se aktivno sabotirajo svoja delovna mesta, je več kot 50% po zadnjem galupu. To je ogromno. To je aktivno sabotiranje. To ne zdaj, ne ljubi se mi, bom sam delal to, ko moram, ne. Za tak eno. Ker to je to, kar pač, ne reče se brez veze poklic. Ker si poklican, pač, če pa ti greš na job, zato, ker pač moraš plačati položnice vsak mesec, pa ti enostavno ne moreš tega upravljati na istem nivoju, kakor bi, če si poklican za nekaj. Ja, in tudi tu je pa lahko pa opravljaš pač en poklic, zato da, bi rekla, za kruh, ne, in streho nad glavo in imaš potem nek klic, ki ga izpolnjuješ tudi drugače. Saj ravno to. Ampak je fajn, da veš, kjero je kjero, a ne? Mislim, v smislu sam pri sebi zdaj, če smo pri tem. In pol tudi pač ti poklic opravljaš, da bom spet čist na domačo nivo, a ne. Jaz zjutraj pripravljam zajtrk za vse, pa se mi ga ne ljub vsak dan, ne. Ampak si pol, ko ga začnem pripravljati, pa se ostanem, sečem lej,
Ker vem, da če bom jaz tole zdaj pripravljati, se bomo vsi usedli za 10 minut dol, pa bomo imeli en trenutek pred začetkom dneva, ko bomo vsi drugačni pa za to. Pa nam zdaj reka, aha, se jutri ga bo pa on, ker ga ne bo. Ampak ni nič narobe, če ga ne bo. A ne? Jaz bom pač kot, jaz sem pač, ali zdaj, ali mi mama rečeš, ali se žena, ali karkoli, to naredila z enim, ker je to pa moj nek klic. A ne? A si ti te, če rečemo, pa so to neki primeri evo čuječnosti, pa prisotnosti, a ti je to dala joga, te naučila teh praks, pa upletanje tega in v vsakdanje osebno življenje in v poslovno in ne nazadnje v upletanje tega v procese strategije za druga podjetja. Ja. Kako si se z jogo srečala sploh? Spomnim, da sem prvič v bistvu, pač čist jogo kot vsaki se prvič mogoče sreča z neko prakso gibanja, že kar nekaj časa nazaj, ampak bom jaz rekla, da moja prva joga, bom čisto po domače rekla, je bila Goša. Je bil moj gost v Belih vodah. Spet v Belih vodah. Smo spet v Belih vodah. Jaz ne morem, mislim, pač bi bilo... Imamo eno slikco tudi. A imamo iz Belih vod kako? Ne, a ja, iz ampak joge iz imamo. joge, Aha, ja. No, zakaj ta čuječnost ali pa neka ta, zato ker pač s to igro ob tem potoku in v tem gozdu sem jaz pač imela nek čas za neko spoznavanje ali pa neke vrednote, ko smo tudi pregovorili o njih, ki so mi ostale nek globoko. In joga, ja, tole je imel moj tečaj za certificirano učiteljico joge, tole je bil en izmed teh zadnjih modulov. Me je pa v bistvu to sem šla delati po mojem prvem otročku, oziroma po moji hčerki, kot neko iskanje same sebe, čist samo zase, res, tako sem si to dala. In mi je dalo veliko jezika za izražanje nečesa, kar sem čutila, mogoče že prej. Joga kot čist tehnika, če hočeš, ker tu je zelo veliko anatomije, pa je zelo veliko čistih asan, zelo fizioterapevtsko, če hočeš, tako z enim takim stroko pa znanostjo. In hkrati je vse seveda povezano spet z tem, da je naše telo več kot samo fizika, osnovna fizika, več kot samo osnovna fizika. In ta jezik sem pol začela prenašati v te druge, neke moje dejavnosti, ker sem to pogrešala. In mi je tudi to še danes vedno najbolj fajn, pa moram reči, da je zelo velikrat, v večini primerov še vedno težko. Zato, ker pa se to ne rabimo. Ti sam povej dejstva, pa dej to, se veš, rabimo številke, rabimo to. In jaz se vztrajno odzivam drugače. Ker potem vidim, mislim, jaz konkretno z skupino ljudi v enem pogovoru, kakšna razlika je, če znaš to prevesti, pa daš to, ne zanemariš, zato, ker bi bil mogoče lažje prebavljiv ali pa bolj enostaven odgovor to in to, ali pa nek odziv. Tako da joga mi je dala ta konkreten trening, seveda tudi zelo veliko zanimivih ljudi, ampak res en tak jezik, ki sem je pol kar nekako začel preslikavati in ga še pač danes rada uporabljam. Učim več ne, imela sem, pa mi je bilo ful fajn. Ful sem imela super skupine. Še v Belih vodah sem učila jogo, da ne bom. To je tudi po mojem bilo historika. Jaz sem si mislila, kaj bi si moja babica mislila, da se v šoli, v zapuščeni šoli v Belih vodah kmetice zberejo zvečer in pridejo na mojo jogo. No, to pa je. In so na koncu kmetice v zelo pozitivnem, da ne bi kdo to, ampak to so ženske, ki trdo delajo na zemlji. Ful vesele in me še danes objamejo, mislim, še danes se srečujemo, ampak vedno objamejo in mi povejo kako prigodo iz kjere joge, ko si takrat rekla, ali pa ko si to, ali pa sem ful ponosna na to. A se ti zdi mogoče, da bi... A se ti zdi mogoče, jaz sem se tudi
v zadnjem času malo bolj seznanil z različnimi drugimi oblikami tudi fizičnih dejavnosti, no, med katere ne toliko joga, ampak jo pa opazujem tek kot postranski. Meni ne omogoča namreč, ker telo več toliko različnih gibov smo že poskušali, pa ni šlo najboljš. No, ampak kaj hočem reči je, ker smo poskušali, pa ni šlo najboljš, je to posledica malo tudi preteklosti fizičnih dejavnosti, se pravi športa, včasih tudi na nepravilni način in tako naprej. In vedno bolj me navdaja občutek, da bi mogli te nove tehnike, ki skrbijo za fleksibilnost telesa, pa duha, hkrati, da bi mogli začeti upeljevati tudi v šolski sistem. Ker mislim, Japonci imajo recimo 15 minut za tai chi skoraj med vsako drugo uro, in tako naprej, ker vejo, kaj pomeni non-stop sedenje. In se mi zdi, da je to pol, tudi, ko si že sama povedala, koliko te je spremenila oziroma tvoj pogled pretvorila celo v drug jezik, je tudi se mi zdi, da bi pri mlajših generacijah, saj bi na začetku, po mojem, bil učinek lahko tudi zelo smešen, igriv, mogoče nerazumljen za marsikoga, ampak se mi zdi, da te neke repeticije bi pa ustvarili, tako pač se faktografsko včasih učimo neko teorijo, bi tudi tu ustvarili lahko neko rutino, ki bi bila pa dobra za telo in duha. Zelo, zelo, zelo zato sem jaz, zdaj bom malo povezala in jogo, in gozd, in šolo. Zdaj ne moramo vsi biti v šoli, v gozdu, saj to vem, da je čist preveč, ampak tu, zdaj konkretno za našo regijo, pa bi lahko, to, ko je ta moja pobuda, da bi vsak od nas, tudi sicer, tudi dobro, mi, ko smo samozaposleni, si to vzamemo, ampak sicer imel pravico in dolžnost se učiti in delati vsaj en dan na teden v gozdu. To bi je izvedljivo, recimo. Zakaj? Mislim, spet, rutina ima svoj pomen v našem procesu učenja, čeprav jaz težko spremljam, ampak ima, zato ker se čist naše možganske sinapse, če se večkrat ponavljajo, se naši možgani fizično tudi spremenijo, to je ta plastifikacija možganov, zato rutina. In to gibanje, ki ga, joga recimo, zelo praktično, a ste vsi bližje na jogi? V osnovi, pač zdaj, če boste kdaj pozorni naslednjič, so vse asane narejene tako, da se ti obrneš na vse strani, da se zasučeš, da daš glavo dol, vsi predkloni so v bistvu zato, ker mi smo skozi pokonc. In ta pozdrav soncu, recimo, v osnovi je točno to, da se te prekrvavitev čez celo telo zjutraj zgodi, ali pa pač kadarkoli si. Se pravi, vse smeri so tvojega telesa zaobjete v neko vadbo ali v nek proces, ne samo laufam, ravno ne gledam isti gib, zelo, zelo pomembno. In to se da zelo igrivo, vse neki teh otroških jog pa že imamo tudi v nas v dolini. Pa dih, moč diha, meditativnega usmerjanja. Vse v bistvu, bi lahko, se pravi, jogo kot celostno, fiskulturno in duhovno prakso bi čisto lahko prenesli na eno sodobno podjetje, ki želi biti vitko in pripravljeno na spremembe in pozorno in čuječno in tukaj le dajle. Tukaj le dajle, tole je kar ful dober. Tukaj le dajle je bolj definiral tale pogovor, kot smo si mislili. Sam je čist fajn taka platforma, za tukaj le dajle, rečeš otrokom, dajmo zeleno tukaj le dajle, pa pač imaš nekaj, čeprav otroci oni so itak tukaj le dajle. Problematični smo bolj mi, ki bolj to, bi rekla, kar od srednje šole. Osnovne šole se mi zdi, da so še kar, oni so še kar ful tam. Je pa fajn se vajeti, ker je spet to, to tudi lahko naredim. Ne da, zdaj bo pa čudno, če nekaj takega naredim, ali nekaj prediham, ali pa se tam nekaj na glavo postavljam, recimo. Sam kot možnost, se mi zdi, ful fajn. Koliko si pa pol vzporednic potegnila, pa koliko ti recimo
ta nova govorica pomaga pri reinoviranju. Si prva s certifikatom, številka 1. Kaj to pomeni, da si ti to zmislila? Ali? V bistvu je bilo, veš kaj, ta moja profesorica na MBA-ju, ko sem ga delala, dr. Nadja Žikšobajeva, ona je prva bila po nekem dolgem času, ko sem iskala nek pristop, kako v biznis pač to trajnost še drugače pripeljati. Ki je prišla, sem bila, wow, prvič, ko tako ve, kaj ne deluje, pa zakaj moramo nekaj drugače, pa išče nekaj novega. In sem pa v bistvu po zaključku, pa to sva ostale v stiku in sva začele sodelovati. In pravzaprav res soustvarjati to. Zelo v povojih. To je zdaj 10 let tega, ne. Veliko je bilo raznih faz. Začelo se je z manifestom, Reinvention manifesto, ne, kaj bi to bilo in zakaj je to v bistvu sploh potrebno in kaj je, ne, nek sense making, pač nek začneš, ne. In potem je bilo, ok, kako bi mi to za nek kurs, a gremo kar malo med ljudi pa začnemo razlagati, ok, kako rabimo podatke, ker pač ljudje hočejo slišati podatke, ker če ne, pač nič ni tukaj relevanta, ne. In tako so se pol prvi naš mini summit, lahko zdaj rečem ponosno, se je zgodil v Belih vodah, ko so prišli prvi, vse poti vodijo v Bele vode za mene, z nekim, navzgor, vulkanu, ki je v bistvu takrat, sva z Nadjo v bistvu gostile prvih 10 ljudi, ko sva rekli, daj prid poslušati, ne, ko mi kje reče, pa ni mogoče to, daj 5 jih povab, pa jim povej, kaj misliš, pa se pogovarjati, začni se pogovarjati z njimi, pa ko boš se nekaj naučil tega, nekaj narediti naprej, ker se boš, sigurno, ali pa boš ugotovil, da res nič ni noben pripravljen, pa pač tudi pust, pa se pol vrn nazaj, skratka, mini summit Bele vode, in od tam se je zgodilo še zelo veliko, različnih srečanj, seveda potem razvijanje te metodologije, Nadja je pa se lotila knjige in to postavila v celoten okvir, in jaz sem potem pa seveda bila tudi v prvi tej skupini, teh prvih nekih 5-6, ki so se prijavili na prvi kurs, in kjer smo ga pravzaprav skupaj razvijali, tudi, ker smo bili začetniki, tako da se mi zdi tudi fajn, da pač sem pol je pa rekla Nadja, pa moraš biti pa ti zdaj prva, v bistvu za to. Tako da je zdaj zanimivo, ko spoznavam nove ljudi, ki prihajajo, pa te sploh iz mednarodne te skupnosti, wow, ti si bila pa prva, veš, vse v redu. Pa ve tudi veliko o tem, bolj zato, jaz v bistvu imam zelo rada te stvari, ko so tako po vajih. Tako tudi danes, ko smo na prvem temnem podcastu, meni je to super, ker ne veš, da je nekaj fajn, pa zanimate, pa magiš raziskovati, pa veš, da bo še ful nekih napak, pa težkega, ampak zato greš. Vi ste tudi v bistvu delovno mesto, novo delovno mesto sta si izmislili, definirali. Chief Reinvention Officer, zato ker nagovarja to, reinoviranje je v bistvu nek odgovor temu, da trajnost ali pa sustainability ni dovolj. Zdaj sicer sustainability officerje že imamo veliko kje, na bordih pa to, ampak reinvention je pa v bistvu kompleksnejši ali pa širši pogled, ki, tako rečem, s tem skrbi za živost cele organizacije. In to je v bistvu kot poklic, da se ustanovi tudi zaradi tega, ker na ta način v neko strukturo odločanja dobiš mesto. In če rečeš, da si ti Chief Reinvention Officer v neki regiji ali pa tudi daje temu takoj znotraj naših nekih navajenih sistemov drug pomen in priložnost.
Tako da ja, in tudi to je zdaj, ko imamo drug teden Irska, oziroma drug teden, tudi tak namen, no, da se pokaže še bolj svetu, če hočeš, no, ali pa tudi sploh v Evropi, da je to več kot potreben poklic. Ne samo v gospodarstvu. Kakšne so pa naloge pol Chief Reinvention Officerja? Sigurno, da ve, kdaj se preveč zaspi in kdaj je pravi trenutek pripeljati nove ideje v akcijo, da zna skozi zbirati nove ideje, da zna voditi procese tega, ker je proces, ker to ni zdaj all in, all the time, pa sam sanjamo, ampak je treba preizkusiti, iti, probati, znati prave ljudi, najti za neko idejo, znati se povezati s pravimi, partnerstva ključna, ti v eni panogi ne veš in ne znaš vsega in tudi ni namen, ampak moraš pa se znati povezati, hiter, ne 10 let se pogovarjati, kako bi bilo luštno, če bi mi to skupaj delali. Na eno izmed modulov si rekla, da ne ukvarjaš se z vsemi pri spremembi, ne? Ključna stvar, ja, po tej teoriji difuzije inovacije, ki jo imamo za osnovo teh procentov nekega kako se reče, tipping point, se pravi neke točke preloma, v neke spremembe v organizaciji, v ekipi, je 25%. In to pomeni, da imaš tiste, ki so najbolj napredni, in tisti, ki takoj grejo za tistimi, ker jim je pač všeč. Pol moraš pa dobiti približno 13% tistih, zdaj odvisno, koliko je to v tvoji organizaciji ali pa ekipi, lahko je to tudi sam en človek na koncu. Tistih 13%, ko bo reklo, ja, jaz bom tudi en dan v tednu zdaj namenila tej ideji, pa bom, ali pa popoldan, ali pa civilna iniciativa, ne vem, karkoli. Ja, jaz pa bom dala ta čas zdaj, ne morem ga skozi, ne morem sam to delati, ampak ja, zdaj ga pa bom, ker hočem videti, a se da nekaj tu narediti. In v večini primerov, kar se nam zgodi, je, da se mi ukvarjamo z temi, v bistvu, ki zadnji pridejo zraven k spremembi, in teh je v bistvu 33%, in hočemo njih prepričati, da je to fajn. In je to škoda časa, škoda življenjske energije prepričevati, ker ne bodo šli bojo takrat, ko boš ti že na 3. valu sprememb. In je okej. In to ni nič ni narobe, ker nismo vsi enaki. In je treba to tudi znati sprejeti. Da pa če šle, ja, in slišiš, in rečeš, slišim, imaš prav to pa to pa to, ali pa tudi nimaš prav, se ni važno, ampak delaš pa s tistimi, s katerimi lahko delaš. Pa vsi mi tule na tem kavču, po mojem, vemo, da takih je malo, to je neki mala skupina, ko začne naprej, malo neki kraspati, pa počasi. Pa smo spet pri celici. Kaj pa je tisto za to malo, kaj je gorivo te male skupine, da zmore v bistvu kar dolgo plavati proti toku? A je fora v, se pravi, figuri vodje? Ali kaj je ta sila, skratka, ki goni tudi takrat, ko te vse zadržuje nazaj, pa ti vse pravi, ne, tole ne bo šlo. Ja. Malo bom poetična, pa bom rekla življenje. Pa ljubezen do življenja. Evo. Ker v bistvu tisti, ki vidi nekaj, evo ga malo zaščemi, a ga imamo malo, a smo začutili malo, ga te malo zaščemi, pa si tako, pa še to je, pa nimam, ne morem. Pa to vse, pa greš, pa si ti tist vodja, lahko je to čisto osebna ena sprememba ali pa nekaj, ampak jo začutiš in ja, je najprej en korak, ampak narediš ga pa zato, ker veš, da se nekaj okrog tebe, to je spet prej, nekaj okrog tebe tega dogaja, ko že zavira to življenje, ko ga hočeš. A je to zdaj
da smo smo zelo široki, lahko smo pa tudi čist konkretni, a ne, v vseh okoliščinah, in v politiki, in v gospodarstvu, in v družini, in v naši goši v Belih Vanah. Ja, ker v resnici, ne, kot si povedala v enem pogovoru, si ti potem rekla, zdaj pa hočem jaz tudi neki dolini dati, pa ji pomagati v tej tranziciji, in si ti inicirala te brezplačne module renovacije, in ki so super in se mi zdi v bistvu zelo potrebni za okolje Šaleške doline, zaradi tega, ker mi smo malo tako ograjeni od sveta radi. Ja, dobro si dodal, radi smo ograjeni. Ja, in ne govorim za vse, ne, pač seveda se tudi veliko stvari brbota pod površjem, ne, in kako je v bistvu potekal ta proces, v bistvu samoaktivacije, ki je v bistvu na nek način pomemben za dolino, hkrati pa v resnici imaš lahko na drugi strani neko sidro, ki ga imaš v zadnji, joj, pa se ne bom jaz zdaj rinil noter, pa bo zgledal, kakor da hočem sam biznis, ne, tukaj noter, v resnici gre pa za čist drug namen, ne. Vse te pomisleke sem imela. Zato se tudi zelo dolgo nisem, sploh sem si mislila, ne bom. Jaz pač nekako, ja, imam tudi toliko raznolike podvige in projekte, a ne, da se vedno se najde, no, pač. Ampak je bil ena luknja in nastala, tudi zato, ker se en drug projekt, bom kar tako zelo slabo končal, zelo nefajn, in to te vedno prizadene, ne, in vedno si pa, pa sem si vzela malo časa zadihati in pa sem rekla, okej. In glih je bilo ta cela debata vseh teh, te transformacije, vseh teh pogovorov in koliko bo zdaj tega, kaj vse lahko naredimo, ne. Tako lepo končaš. Takole končam. Enega izmed modulov. Ja, ta galerija je top prostor za te stvari. In pravzaprav sem si mislila, v redu, zdaj jaz lahko čakam kot princeska na zrnu graha tu in čakam, da bo kdo rekel, Ina bi pa lahko to delala, ne. Ali pa pač, ker smo pa vsi skupaj rasli in se seveda tukaj, ne vem, po 2 kontaktih, pa po enem, no, poznaš v sebi, jaz rekla, sem kontaktirala, ne, razvojno agencijo in pač v bistvu predstavila in rekla, da pač bi res rada tudi jaz prispevala za nekimi svojimi izkušnjami in pogledom, da naredimo, tako kot sem tudi rekla temu na začetku, en eksperiment, kaj vse se lahko odpre. Že ta naš pogovor, ne, zdaj smo spet pri tem, sprememba pride od nekod, ko ne veš, a ne, ta pogovor je ena taka stvar, recimo, a ne, si nisem mislila, da se bom v Velenju na ta način lahko pogovarjala, a ne, v taki širini in tako naprej, recimo, a ne, je že ogromna nagrada. Ampak, ne, se reka, probam tudi iz sebe, da vidim, mislim, kaj pa res lahko v tej regiji nekaj takelega prinese. In zaenkrat, mislim, moram reči, da sem prijetno presenečena, da sem na trnih pred vsakim, ker pač premišljujem, kaj je smiselno, dokam, rada bi še več, pa se moram zadržati, a ne, zato ker ne moreš vsega in a ne, so neke faze, ki morajo zrasti same, a ne, to je tako, če bi hotel, da roža zraste v enem tednu, a ne. Zato sem ponosna in vesela, da se je to zgodilo, zelo pozdravljam pač tudi pobude RRA-ja, da so se odločili za to, a ne, oziroma Center za pravičen prehod, je pač to kamenček v mozaiku, a ne, tudi to, jaz, ne,
govorim, ki pa zaenkrat deluje zelo sveže, se mi zdi, in tudi, ja, pač take žive stvari se okrog fajn dogajajo. Tako da upam in verjamem, da bo še raslo. No. Potencijala je še in še. No. Ja. Ja, ker skozi te delavnice se lahko spremeni tudi miselnost o podjetjih kot takih. Ne? Pomaga, a ne, zato, ker smo imeli tudi kar nekaj debat o osebinah, a ne, pomaga. Zato, ker so v bistvu te preprosti, a ne, saj ste že, a ne, nekaj jih dobili, preprosti neki okviri in vprašalniki in, a ne, nek proces ti dajo samo, tudi na tak način se lahko pogovarjamo, kaj vidimo, a ne. Zdaj pa, ko to vidimo, kako bomo odreagirali. Zdaj pa, ko imamo ideje, kako bomo odreagirali, kaj bomo za to naredili. Absolutno. Ne samo tam parkirati, se bomo, bomo pa drugo leto, ko bomo, ne vem, imeli to, po vse bo praznikih. isto. Ja, a ne, pač je to, kar veste, da, ja, po prazniki. Da je moja najljubša himna, ne, renoviranje v urnik, ne, se pravi, da pač imaš v svojem urniku, ker smo pač tako navajeni zdaj s telefoni in vse, upisan dan za renoviranje, to, da se spomniš, da se rečeš, kaj bom naredil dan za to. A ne? Posvetiti se, ne? In je spet, lej. In je spet, lej. Da si rečeš in zdajle nekaj za to narediš. A ne? Lahko dopolnimo, da smo pač mi aktivni udeleženci tvoje akademije reinovacije. Pa da je to šele prva. Ja, in da je šele Prva serija. Ja. in da tako, ko si ti vsakič vzhičena in napeta pred prvo Ja, res. novo epizodo, Res sem. no, tako smo mi tudi, zaradi tega, ker nas vedno znova z zelo svežimi prijemi, to je treba res poudariti, vržeš iz conodobja. Po drugi strani pa jaz skozi to vidim te tvoje seanse ali pa delavnice na tak način, ko imaš, a veš, v šoli, ko si napisal neke zapiske, pa si pa odzadaj napisal, ne vem, učiteljica mi je pomežiknila, recimo, ne? In ti bereš tisto in bereš in se učiš, pa ne vem, zvečer pa pogledaš, pa vidiš Impuls, ne? tisti impuls, ko pa, in to je bilo pa eno stvari, ko sem te hotel vprašati, je pa, koliko pri tvojem delu ti pol pomaga instinkt, da se ne držiš samo napisanega. Ja, ja. Zakaj hočem to izpostaviti? Zato, ko se mi zdi, jaz saj pri sebi opažam, no, to, da je zelo pogosto to, ta prevladujoč učinek zavesti ali pa podzavesti, ki mi pove, kjera pot je pol prava naprej. A ne? Da mu zaupaš, a ne? Ker se mi zdi, da tule, kadar recimo tudi v tej fazi, se pravi, preobrazbe doline, a ne, tak imamo občutek, da ne zaupamo sebi, ne zaupamo svojemu instinktu in se pustimo pač voditi, a ne. Ne zaupamo in ne dobimo samozavesti. Tako. A ne, te neke, ja, samozavesti, da se v bistvu na koncu dneva bomo mi tu v tej dolini ali pa v tej regiji sami mogli znajti. Tako. A ne, ne, zdaj pa nas bojo pustili pa vse, ne, ampak če se ne bomo mi, a ne, bo se pač dogajalo, te pač meče, a ne, to je zdaj spet iz tudi drugih nekih, ampak če nimaš ti mal enega fokusa, a ne, pa neke samozavesti, bo pač kjerkoli val bo prišel, te bo nesel, pač kamor te bo nesel. Pa dokler boš preživel, a ne. Ne boš pa mogoče vseh, a ne, če bo neurje preveliko. Jaz temu rečem notranji glas, ne, v bistvu. To je v bistvu ta glas, ki je najbolj iskren do tebe in ti v resnici pove, kaj je prav v določenem trenutku. Smo se pa naučili ljudje, da ga ignoriramo in pol počasi utihne, ne. Zato, ker na površju lažje funkcioniraš, če ga ne poslušaš. A ne, lažje funkcioniraš, tudi ti manj energije porabiš, ker se ne kregaš toliko s tem, kar bi rekla mogoče, a ne čutiš na tem intuitivnem nivoju, a ne.
Ker ostajaš v tem obdobju. Tule, a ne, ja. Ampak Ne, to in, obdobje pa pol s časoma postane neobdobje. Ne? To je tudi to, Ker ja. se v bistvu vse to nakopiči in v resnici vse tisto, kar si preslišal, začne kričati v tebi. Ne moreš se izogniti, a ne, pač, če ti je premala obleka, pa ti še kar rasteš, bo poknala, a ne, zdaj, mislim, ne bo zdržala, a ne. Tu je ena ta, ne, jaz se takrat metulja ne uporabljam, ker je pač to en tak moja simbolna živalica, in je ena super, en del poezije vam jo moram poslati, ki piše o tem, o zombie caterpillar, kako bi to zdaj lepo prevedli, se pravi zombijska gosenica, a ne, se pravi, tak se mi zdi, da smo mal tam, ne, ker taki je fajn, ko je, pa raste, pa je vse fajn. In poj sliši, ja, zdaj boš pa ti metulj postala. Ne, kaj pa je to, pa kako pa povem, pa ne bom več, ne. In se na vsak način hoče ostati gosenica. Ne. In to je pač nemogoče. Ja, seveda. V bistvu je nemogoče, hkrati pa je to zadrževanje tega, a ne. Tako da sam še to bi rada, Bojan, ko si vprašal za intuicijo, a ne, ali pa za to, koliko v nekem trenutku, ali pa koliko se poslušaš v nekem takih. Jaz sem zelo občutljiva na to v skupini, mislim, ker mi je mar za vsako skupino, pa če so to 3 ljudje, ali pa jih je 30, ali pa jih je 300, da jih znam zaznati, a ne, in se odzvati v tistem trenutku, tudi če bi jaz rada še 36 drugih stvari, lej, tule smo. In tole bomo pač danes naredili in to je to. In je to to. A ne? Zdaj, vsi ne bodo tega videli kot super in bi še imeli, ne, outputi pa KPI so zelo zaželene stvari, a ne v spet nekem funkcionalnem svetu. V redu, ampak se moraš pol ti odločiti, ok, ne bom jih. In je tudi ok, če za to pomeni, da bo, ne vem, neka nivo uspešnosti po nekem merilu slabši. Meni je ok. A ne? Napredujemo kot skupina. Ne. V zavedanju, da pač rabi skupina svoj lok, a ne, ki ga ne moreš spet pretegnati. A ne. Mislim, gosenica se more najesti, pol je pa lahko metulj, pa naspat, pol je pa lahko metulj. Ne bom jaz denot prišla pa rekla, ne, zdaj bomo pa kar, vsi bomo ful lepi metulji, a ne, čez 3 minute. Ne, v resnici gre za procese. Ne? V bistvu, kolikor jaz razumem vse te stvari, gre za vzpostavi se znotraj vsake skupine neka skupinska dinamika, ki če je odsotna, potem v resnici so tudi, če je vse spredavano, pa so vsi KPI doseženi, ni učinka. Ne. Zaradi tega, ker če se ta medsebojna, medčloveška relacija vzpostavi, potem drug drugemu pomagamo naprej in tudi z drugim občutkom zapustimo take stvari. Ko ostane, pa je točno to pol zapisek, ne, ko zdaj veš, kdaj si ga naredil, pa Tako. kaj je bilo, pa boš pol nek sedel, pa boš na enem sestanku, pa se boš točno tistega spomnil. No, to je, a ne, to je za mene, a ne, naježi dlako, zato ker vem, da so tista učenja, spoznanja, ki jih ne moreš splanirati, a ne. Pa reči, da bo pa to tam, pa bo te pol lažje, ne vem, kaj delali. Ja, skratka. Tako da, Super. ja. Tukaj le Jaz dajle. mislim, da bi lahko, se mi zdi tako lepo, da bi lahko s to mislijo tvojo tudi končali. Ja. Pa pesem nam le pošli, da jo bomo pol delili. Ja, Ja. bom, Ja. jo bomo prevedli, pa dali obeh Ja. od Nore. Ja, mi se kmalu vidimo, se pravi na naslednjem modulu, a ne, Ja. Akademije za reinoviranje, se to verjetno se bo še dalo kdaj ponoviti, kaj Upam, misliš? res upam. No, mislim, meni bi že bila želja, ker se mi zdi, da to lahko potem raste na različne načine. A ne. Sej, dajmo zdaj videti, kaj so vse lahko, a ne. In res upam, da zraste. Fajn, se pravi, sam do prihodnjič v razmislek, za koga ni
akademija reinoviranja, za koga ni reinovacija. Dobro. Ja. Veš kaj, jaz bi rekla, tist, ko pride, za tistega je. Ker najprej se moraš stvari zavedati, da jih lahko Nisem spremeniš. ti dala tega govora, ne? Ampak absolutno, samo priti treba. Če pa si zato tam, se pol zdi. je že, ja. Ja, ker je ta, ključno je, da se ti odločiš, da prideš zdaj, ali si mogel malo, ti je mogel en malo reči, da greš, pa to, a ne, tudi okej. Ampak prišel pa si, a ne. In je tudi tako, jaz vem, da se sliši potem, joj, pa za preveč ljudi, pa je treba imeti fokus, ne, pa ne. Jaz bi si želela, da je to res čim bolj raznolika debata, a ne, iz čim različnejših sfer tudi, a ne. Tako da ja, to. Cool, hvala. No, tako kot tale podcast, tisto, ko pride, za tistega je. Ja, hvala Ina. Ja, hvala vam, res. Hvala, super. Naša prva gostja. Ja, sem Delamo počaščena. res belih Nimaš zdaj vod, samo the best. prvega Zdaj imam še certifikata. prvo epizodo tega podcasta. Res, ful hvala za povabilo. Ja. Ja, hvala tebi. Hvala se pravi Centru za pravični prehod Saša regije, ne? Se pravi v okviru njihovih aktivnosti je tale podcast pripravljen, vse te aktivnosti Centra za pravični prehod Razvojne agencije Saša regije so pa financirane iz tehnične pomoči Sklada za pravični prehod in radi bi se zahvalili tudi našim kolegom za kamerami. V tehnični sobi. Hvala Rok Kugonič, ki je poskrbel, da se slišimo. Hvala Žiga Sivka, ki skrbi, da se vidimo. Hvala Dejan Požegar, vodja multimedijskega centra Nukleus, ki deluje pod okriljem Mladinskega centra Velenje. Sedimo pa v backstageu Viste parka z razgledom, tako da hvala tudi Zavodu za turizem Šaleške doline, direktorice Lenki Kikec, vodji Viste Stanku Brunšku za vas support pri prvem podcastu, v katerem vidimo dlje. Pa zahvalil bi se še Davorinu in Carmen Tonkli iz podjetja Toal, ki so poskrbeli pa še za del grafične opreme v studiu. Tako. Ki kaže na odprte glave. Ja, se sem zato takoj to opazila, ko sem prišla noč. Ja, super je. Tako. Da bomo še naprej gledali dlje. Ja, velja. Da nikoli ne bomo nehali gledati dlje. Ja.